Lepo pozdravljene, cenjene gledalke in spoštovani gledalci. Epidemija že drugo leto hromi delovanje javnih knjižnic in te se različno odzivajo na novo situacijo. Idrijska mestna knjižnica in čitalnica je z začetkom jeseni pognala projekt Bukva do bajte, ki je tudi v širšem prostoru nekaj novega in tudi posebnega. Več o tem pa nam bo povedala vodja projekta v Idrijski knjižnici, Milanka Trušnovec, ki jo prav lepo pozdravlja v našem studiu. Dobrodošli. Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. Povejte nam, zakaj pravzaprav gre pri tem projektu? Kot ste rekli, s 1. septembrom smo v mestni knjižnici in čitalnici Idrija uvedli novo storitev, to je Bukva do bajte ali na kratko Bube. Gre za dostavo knjig na dom, dostavo knjig mestne knjižnice in čitalnice Idrija ljudem iz ranljivih skupin, to je starejšim, bolnim invalidom, ki sami ne morejo priti v knjižnico in ki tudi nimajo nikogar, da bi jim knjige prinesel ali pripeljal domov. Kakšni so prvi odzivi? Prvi odzivi so dobri, se pravi, ko smo začeli s promocijo in ko smo informacije spravili v javnost o tej storitvi, so bili odzivi zelo dobri. Ljudje so navdušeni nad to možnostjo, dejansko pa nekih uporabnikov te storitve še nismo imeli, oziroma eno dostavo knjig smo imeli, zdaj pa čakamo, da se bo ta informacija med ljudmi prijela, še posebej med tistimi, ki jim je ta storitev namenjena. Povezali ste se tudi z organizacijami, ki povezujejo te ranljive skupine, kot so Društvo upokojencev in razne druge organizacije. Kako poteka ta pretok informacij? No, to je ključno pri enem takem projektu, namreč promocija oziroma razširjanje informacije o novi storitvi. In tukaj smo premišljali, kako razširiti to informacijo, kako priti do te naše ciljne publike, do teh uporabnikov. Seveda v naši občini že obstajajo različna društva, različni zavodi, inštitucije, ki skrbijo za te ciljne skupine. Naprimer, zelo dobro deluje Društvo upokojencev Idrija, imajo že storitev starejši za starejše, tako da smo njih poprosili za pomoč recimo pri distribuciji plakatov in pri razširjanju informacije na terenu, kajti oni s to storitvijo starejši za starejše hodijo na teren do teh ljudi. Potem seveda je tu dom upokojencev, ki izvaja storitev pomoč na domu. In oni imajo seveda nabor te pomoči na domu je zelo raznovrsten in so bili zelo odprti, zelo so nam šli naproti in še nam bodo, da bodo s temi svojimi zaposlenimi izvajalkami pomoči na domu tudi prinesli informacijo o Bukvah do bajte, konkretno do teh ljudi, ki že uporabljajo storitev pomoči na domu. Potem smo se povezali z Zdravstvenim domom Idrija, oni imajo v okviru katerega deluje Center za promocijo zdravja, kjer da lahko na primer v Zdravstvenem domu Idrija obesimo plakate, pustimo letake in na ta način informacija pride recimo do bolnih ljudi. Stopila sem v stik tudi z medobčinskim društvom invalidov, tako da računam tudi na to, da nam bodo tudi oni pomagali se pravi razširiti te informacije. Združili ste pravzaprav interes različnih skupin, rdeča nit so pa pravzaprav knjige. Seveda, ker smo knjižnica, je naša rdeča nit nekako so zmeraj knjige in branje, kajti na ta način bi res želeli pripeljati knjigo in branje in to bralno kulturo do ljudi, ki sicer so nekako oddaljeni ali od centra mesta ali pa jim druge imajo primanjkljaje, da sami ne morejo se posluževati naših storitev. Prvi korak pa je telefonski klic. Tako, prvi korak je telefonski klic. Razmišljali smo,
ta sodobni način, kako bodo te ciljne skupine najlažje prišle v stik z nami. Nekako spletna stran ali pa elektronska pošta v tem primeru ne pride v poštev, zato smo dali na voljo 2 telefonski številki, na kateri lahko zainteresirani pokličejo med tednom, vsak delovni dan od ponedeljka do petka med 11. in 14. uro. In na ti 2 številki sporočijo svoje želje, naročijo knjige in tako naprej. Kdo dvigne telefon? Se pravi, ti telefonski številki ena je stacionarna, to je telefonska številka iz posoje v knjižnici v Idriji, druga je pa mobilna telefonska številka, pa se praviloma oglasim jaz. Vendar ob tem pogovoru je najbrž priložnost tudi za posvetovanje. Lahko uporabnikom tudi svetujete. Absolutno. Uporabniki imajo lahko že svoje želje, ideje, kaj bi radi brali, ali pa prosijo, izrazijo svoje interese, kaj jih drugače zanima, mogoče zgodovina ali karkoli, pa jim potem z veseljem svetujemo. Enkrat na teden pa se vse te knjige odpeljejo. Tako, enkrat na teden je dejansko potem odpeljemo te knjige na dom, zato ker enkrat na teden ob četrtkih dopoldne ima knjižnica v souporabo službeni avto. Lepo. Kaj pa na primer bralci, ki sicer niso člani knjižnice? No, tukaj ni nobene zadrege. Želeli bi sicer, oziroma nekako bomo stopili do teh uporabnikov, prihodnjih uporabnikov, ki še niso člani ali članice knjižnice, jih povabili, da se včlanijo, kajti recimo Idrijska knjižnica je ena redkih, ki še vztraja pri tem, da svojim članom ne zaračunava članarine. Imamo pa enkratni strošek pri vpisu za izdelavo izkaznice in to načeloma ne bi smela biti ovira. Tako da na ta način tudi želimo in pričakujemo, da se bi število članov in članic povečalo. Kako pa se knjige potem vrnejo spet v knjižnico? Na enak način. Predvidoma je rok izposoje za leposlovje 14 dni ali za strokovno literaturo 3 tedne. Seveda bomo tem uporabnikom šli naproti in jim omogočali tudi daljši rok izposoje, upoštevajoč njihove specifične okoliščine, ampak teoretično čez 14 dni ali pa čez en mesec se izvajalec te storitve spet odpelje na teren do dotičnega uporabnika in knjige odpelje nazaj v knjižnico. Iz statistike članstva sem razbral, da že vrsto let število članov nekoliko upada. Ja, to je nekakšen splošni trend v slovenskih knjižnicah, bi rekla. Borimo se na različne načine, da bi ta trend obrnili v nasprotno smer ali ga vsaj ustavili. Dejstvo je, da v sodobnem času ima knjiga hudo konkurenco v drugih medijih, tako da sploh v obdobju v najstniškem obdobju ali obdobju, bi rekla, od 12. do 20. ali 20. leta plus, tam je velik primanjkljaj članstva, tako da razmišljamo na različne načine, kako vseeno narediti knjižnico in knjižnične storitve dovolj zanimive tudi za to ciljno skupino in za vse ostale. Ponujate tudi elektronske knjige, greste v korak s časom, ob tem, da imate na zalogi, bi rekel, skoraj 120.000 knjig, imate tudi že 1000 elektronskih knjig. Lahko tudi elektronske knjige naročijo? V bistvu ta storitev nekako ne vključuje elektronskih knjig, zato ker elektronske knjige si lahko vsak
uporabnik naloži sam, ne potrebuje tega fizičnega stika, te konkretne dostave fizične knjige, kajti elektronske knjige delujejo tako, da tu je zadaj sistem Biblos, ki si ga vsak uporabnik sam to aplikacijo Biblos naloži na svojo elektronsko napravo, bodi si telefon, bodi si bralnik, bodi si tablico in podobno. In potem s člansko številko in geslom dostopa do Biblosa, se pravi, in ima brezplačno na voljo vse knjige, ki jih zakupi Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, pogoj pa je spet članstvo. Tako da tu ni potreben nek posrednik, razen tega, da je posameznik včlanjen v našo knjižnico, lahko vse ostalo postori sam. Je pa ta storitev elektronskih knjig zelo, bi rekla, uporabna za napotovanje. Uporabna pa je tudi v tem smislu, da si lahko mogoče nekdo, ki težje bere drobni tisk ali podobno, si lahko na svojih elektronskih napravah sam prilagaja, povečuje tisk, osvetljuje strani in tako naprej. Ti sodobni bralniki omogočajo marsikaj. S tem projektom Bukva Dobajte pravzaprav na en način mašite vrzel, ki jo v tej občini imamo, to pa je dejstvo, da ni bibliobusa, ne? Ja, to je, lahko rečemo, da je neka predzgodovina ali pa zgodovina te ideje. Namreč že znan je podatek, da je na primer na Goriškem že leta 1966 obstajala neka potujoča knjižnica, ko so s kovčki knjižničarji s kovčki dostavljali knjige po različnih krajih. To je delovalo tudi na Idrijskem. Sicer kakšnega konkretnega podatka točno kdaj nimamo, predvidevamo, da prav tako nekje sredi prejšnjega stoletja. Se pravi, tudi na Idrijskem so knjižničarji dostavljali knjige po raznih krajih in iz tistih časov je ostal en zanimiv star zelen lesen kovček, ki ga imamo še zmeraj shranjenega v arhivu. No in potem, če smo že v tej naši regiji, na Goriškem je potem leta 1975 začel delovati prvi bibliobus za celotno severno Primorsko. Seveda to naše področje je spet ostalo nekako ob strani. In ta bibliobus je deloval za 3 občine skupaj, Novo Gorico, Ajdovščino in Tolmin. Tudi v Idriji, na Idrijskem, je že dolgo nekako tlela želja in obstajala ta potreba po bibliobusu, ampak nekako je bibliobus en tak velik finančni zalogaj, prevelik za eno samo občino, povezati bi se morali vsaj 2 ali 3, tako da tega nismo mogli uresničiti, čeprav smo imeli na primer leta 2001 v Idriji mednarodno srečanje bibliobusov, da bi nekako pritegnili financerje in ostalo javnost k temu. No, potem mogoče za zanimivost, v Novem mestu obstaja en projekt Knjiga na biciklu. Tam se je novomeška knjižnica povezala z neformalno kolesarsko mrežo. Se pravi, to pomeni, da prostovoljci 2-krat mesečno na biciklih dostavljajo knjige raznim uporabnikom na teren. Bicikl najbrž v teh naših hribovitih krajih in klancih ne bi prišel v poštev, razen če bi se naša knjižnica povezala z recimo KUD Sloga 1902 ali pa s Črnovrškim kolesarskim klubom, ampak mi smo potem to kolesarsko fazo recimo preskočili. In zdaj smo pri avtu, oziroma še prej, leta 2017, smo postavili te knjižne hiške, Bajta Bukve, s katerimi smo spet šli na teren, v razne vasi, kraje, tudi v središču mesta, no, ampak poanta tega Bajta Bukev je, da smo knjige prinesli ljudem v okolico.
In to je bilo zelo lepo sprejeto. Tako da smo naslednje leto 2018 postavili še 2 Bajta Buki. No, končno nekako v letu 2021 pa smo prišli do souporabe službenega avtomobila. Financira projekt občina Idrija in zato deluje samo na območju občine Idrija. Drži to? Drži. Ravno to največji, se pravi finančni zalogaj je to prevozno sredstvo, in občina Idrija nam omogoča souporabo avtomobila enkrat na teden, kot smo rekli, souporabo skupaj z Zavodom Sopotniki in Civilno zaščito Idrija. Tako da, ja, občina Idrija je financer, izključni financer tega projekta, zato so naši uporabniki občani in občanke občine Idrija. Vaša knjižnica sicer skrbi tudi za občino Cerkno, za redni program, za ta nadstandard pač še ne najbrž. Tako, k temu bi morala pristopiti potem občina Cerkno in za svoje področje, za svoj teren prispevati ona. Milanka Trušnjevec, hvala lepa za obisk v našem studiu, hvala za ta pogovor. Z željo, da bi vam ta projekt uspel in da bi knjige res prinesli do vseh, ki jih radi berejo. Hvala tudi vam in res upam, da bo tudi ta prispevek pomagal k širjenju informacije. Najlepša hvala. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda namig, pokličite v knjižnico in knjige bodo prišle do vas. Srečno!